Pozdravljeni, dragi moji, spet v spletni oddaji Vse se da s Tanjo Skaza. Cilj naše oddaje je opolnomočiti vas, drage dame, da ne glede na poklic ali socialni status, da vse ste lahko spremembe vredne in vse ste lahko zmagovalke. Skozi resnične in iskrene pogovore vam predstavimo, da se vse da, ampak za to potrebuješ pogum, vero, vztrajnost in pozabiti na okolico. No, vsaka gostja še lahko doda katero izmed svojih vrednot, ampak to je neka celota. Z mano je danes moja draga ambasadorka Ana Šušteršič. Najprej en lep pozdrav naši Ani Šušteršič. Živijo, Ana. Živijo, Tanja. Ana, naj te malce predstavim. Univerzitetna diplomirana psihologinja, lastnica Talents Management inštituta. Več kot 15 let že deluje kot poslovni in timski coach. Ampak to še ni vse. Naj povem, kaj je delala pa prej. Včasih je bila raziskovalka, vodja projektov v marketingu in oglaševanju, ful zanimivo, o tem se bova tudi malce dotaknili, vodja oddelka, direktorica prodaje in evo, zato je še toliko bolj jasna zgodba, zakaj se je odločila stopiti na samostojno pot. Moje ime, na kratko tiste, ki me še ne poznate, Tanja Skaza, solastnica podjetja Skaza, ustanoviteljica Skaza, predvsem pa sem oseba, ki čutim, da je moje poslanstvo pomagati vam, drage dame, da se povezujemo, sodelujemo, navdihujemo in da si dovolimo reči, da smo spremembe vredne. Evo, zame se bova dotaknili, Ana, dve pomembni temi. Zame se mi zdita izredno pomembni temi, zato sem te tudi povabila v oddajo, in sicer kako slediti svojemu srcu oziroma uresničevati svoje poslanstvo in kako prevzemati odgovornost za svojo tako osebno kot tudi poslovno življenje. Naj še mogoče malce predstavim, ker Ana ni taka, da bi se rada, kakorkoli da je delala v oglaševanju pa v marketingu, se ne rada pohvali, ampak danes Ana res pomaga organizacijam poiskati prave ljudi, jih postaviti na prava delovna mesta in skozi razna testiranja, izobraževanja, delavnice in pomaga razvijati najprej talente, tako na osebnem kot tudi na poslovnem področju. In spomnim se, ko mi je enkrat povedala, da jo je vprašal, mislim, vse po moje nisem moj kandidat vprašal, ker potem pač interpretacijo naredi testa, jo je vprašal, kako naj odgovarja, ali tako, kot je doma, ali tako, kot bi delal v službi. No, in Ana, moje priporočilo, ko si mi to povedala, najprej bi dala vam priporočilo. Ko ste srečni in uspešni, takrat ste srečni tako doma, kot tudi v službi. Če pa na enem delovnem mestu niste srečni, poiščite to drugje. Tako da bomo poslušali Ano, ko se bomo dotaknili te teme. Ana, kaj pa bi ti rekla? Kaj bi ti takoj v tem stavku predlagala ljudem, ko te to vprašajo? No, ne povej, kaj ti njim rečeš? Jaz bi jih najprej vprašala, kaj radi delate doma. Če doma ne marate pospravljati, potem verjetno tudi v službi nimate radi takšnega dela, kjer je potrebno veliko urejanja pa organizacije. Če doma radi predstavljate pohištvo, urejate stanovanje ali pa kaj podobnega, to pomeni, da imate verjetno zelo veliko talenta pa radosti ob tem, da kreirate in podobno. Se pravi, človek je eden, ni doma druga osebnost kot v službi. Se pa mnogo ljudi v službi seveda prilagodi zaradi različnih razlogov. Hvala, Ana. Ana, vse točno to. Mi bova razdelili tri področja danes najino temo v teh 30 minutah na to področje. To pomeni, zakaj si se odločila iti na samostojno pot, kaj te do tega pripeljalo, koliko so ti pomembne vrednote in koliko sploh ocenjuješ, da so pomembna testiranja tako za nas, kot tudi za podjetje. Ana? To je tisto, katero ko smo se midve spoznali pred ne vem kolikimi 15 leti, nekaj takega. Ja, dolga doba, ampak takrat se mi je mogoče to zdelo že takrat pomembno, danes pa temu dajem res primarno neko pomembnost in pravim, da brez tega dejansko, brez psihometričnega testa tudi ne zaposlimo osebe.
Okay? Tako da gremo kar. Zakaj si se odločila stopiti pri svojih 40 letih na samostojno pot in odpreti podjetje? Povej mi, prosim. Ja, že odkar sem končala fakulteto, sem želela imeti lastno podjetje, ampak nisem se upala, enostavno vedno sem rekla, samo še tole se naučim, pa še tole potrebujem, pa še tole in nikoli ni bilo dovolj. In potem pri 40-ih se pa zgodi, se pravi tudi v razvoju človeka, eno tako obdobje, kjer se začnemo malo ozirati nazaj, kaj smo dosegli, pa kaj nas še čaka. In takrat je bila, bom rekla, hvala Bogu, je bila tudi kriza gospodarska in enostavno, se pravi, delala sem v oglaševanju in način, kako se je takrat delalo v oglaševanju, je bil takšen, da smo delali samo še adaptacije, se pravi, nobene kreative več. In v bistvu se je moje delovno mesto popolnoma spremenilo. In enostavno res ta kombinacija moje starosti, se pravi, mojih izkušenj dotedanjih in situacija gospodarska me je pripeljala do tega, da sem rekla, zdaj gre pa za življenje ali pa smrt, enostavno ne morem več tako delati. In moje vrednote res so bile tukaj, hočem biti kreativna, hočem delati nekaj, v kar jaz verjamem, da pomaga podjetjem. In takrat sem se počutila, da tega ne delam več na tedanjem delovnem mestu. Ni več imelo smisla. Ja, ampak naprimer, a je bilo to tudi kaj povezano, ko si rekla, da nisi več čutila, nič več ni bilo kreative, bila je samo adaptacija. A je bilo tudi to potem povezano z nečim, kar se nisi počutila dovolj živa ali pa... Absolutno. Je, ne? Absolutno. Ja, tako kot sem rekla, res, meni je res šlo za življenje in smrt. Čeprav se mogoče to sliši tako malo pretirano, ampak jaz, če ne bi takrat šla na svoje, jaz mislim, da bi postala depresivna. Ker nisem bila več kreativna, nisem več izražala tega, kar sem verjela, kar znam, sama sebe. In res nisem bila več živa. Ana, kaj pa se ti zdi v podjetju najbolj pomembno, da ima podjetje, ne vem, kot nek temelj? Kaj je za tebe temelj podjetja, da rečeš, v takem podjetju pa želim rasti, v takem podjetju pa želim prispevati, napredovati in tako naprej? Ja, najprej se mi zdi, da mora imeti podjetje zelo jasen smisel, se pravi jasno poslanstvo. In to poslanstvo nikoli ni denar, ker denar je posledica. Mora imeti nekaj, v kar verjame, nekaj, kar je dobro za malce širše, da pomaga ljudem. To je, karkoli počnemo to. Tudi če proizvajamo avtomobile ali pa plastične lončke, na koncu so vedno uporabniki. Ali pa storitve, karkoli. To mora imeti. In potem druga stvar, Izvoli, kar se jih to, kar nadaljuj. Druga stvar, ki sledi kmalu potem, je pa seveda, kako navdušiti sodelavce za to poslanstvo. In če nimaš poslanstva, tudi ne moreš navdušiti svojih sodelavcev za to. Potem, seveda pa pride to, pravi človek na pravo mesto. Jaz moram s svojimi sposobnostmi, z osebnostnimi lastnostmi in z neko radostjo, se pravi motivacijo ali pa poklicnimi sidri, iti točno na tisto mesto, kjer se pri meni ta kombinacija uresniči in ujema s poslanstvom podjetja. In potem je to zmaga. Ja, super. Mogoče bi še jaz noter dodala, ker se spomnim, smo se tudi dotaknile, kaj pa vrednote? Koliko daješ poudarka na vrednote? Ja, jaz zelo rada povem eno tako zgodbico, bi rekla. Ko se mi poročimo, se ponavadi pogovarjamo o tem, kaj so vrednote, pa kako si kdo predstavlja skupno življenje. In mož pa žena, oba dva rečeta, jaz si želim imeti lepo življenje, fajn ženo, dobro partnerstvo, otroke in tako naprej. Ampak hudič je v malenkostih, ker jaz si to predstavljam čisto drugače v specifičnem smislu kot on. Jaz si predstavljam, da bova romantično se sprehajala v jesenskem gozdu, se držala za roke. On si pa mogoče predstavlja, da bo sedel na kavču zvečer, pil pivo in da mu ga bom jaz dostila. In zdaj, če teh detajlov nisva dorekla,
imava lahko oba dva neke podobne vrednote, ampak v vedenju se pa to drugače kaže. Se pravi, ni vse samo v cilju. Moramo imeti nek smisel pa neke vrednote enake. To je izjemno pomembno za neko partnerstvo in tudi bivanje skupno, delo v podjetju je enako partnerstvo. Se strinjam. Zelo si to lepo povedala. Povej mi, kako ti je bilo na začetku, ko si se odločila za samostojno pot? Ja, na začetku je bilo meni zelo težko. Jaz sem se odločila res iz, nekega ponosa mogoče. Nisem se pripravljala na to. Pripravljala sem se 25 let skoraj, bi rekla. Ampak nisem pa bila v tistem hipu pripravljena tako, da bi rekla, zdaj imam pa jaz zaloge denarja, zato da bom preživela prve 2 leti. Tako da me je bilo malo strah na začetku. Kaj pa si delala na začetku? Oprosti, zdaj te malo mest. Ja, v redu. To meni, šla si iz nekega, če se spomnim, šla si iz totalnega drugega posla, si šla v psihološko svetovanje. A mi lahko razložiš najprej, zakaj si šla v to, pa kako je bilo na začetku? Ja. Jaz sem šla v psihološko svetovanje zato, ker sem videla, da v podjetjih izjemno manjka ta psihološka komponenta. Odnosi, komunikacija, vrednote, motivacija, da se s tem enostavno v podjetjih premalo ukvarjajo. In enostavno sem začutila, pa takrat sem seveda že dolgo časa hodila na transakcijsko analizo in seveda so se te stvari pa v vidi tudi nadgradili, spremenili in dejansko sem videla, da to manjka. In nisem hotela delati še naprej v oglaševanju. Ampak začela sem seveda najprej z svetovanjem posameznikom, ker sem se mogla malo spozicionirati. In ker je to zelo etično občutljivo delo, nisem želela biti samo od svojih klientov odvisna, ker si zelo na spolzkem terenu in zato sem iskala še na začetku določene druga dela. In eno od teh je bilo celo prodaja sesalcev. Ja, pač potrebovala sem denar, mogla sem preživeti in nisem želela biti odvisna od klientov. Na začetku mi je bilo malo težko, sem rekla, zdaj bom pa jaz z diplomo psihologa prodajala sesalce. Kaj? Dotaknem se, zakaj ti je bilo težko? A to, ker si rekla diploma, ego. Ja, pa še nekaj, jaz sem delala sicer v prodaji, ampak sem prodajala storitve. In imela sem neka predsodke o prodaji izdelkov. Ampak moram reči danes, že od takrat, ko sem pač to izkušnjo dala skozi, da sem se neizmerno veliko naučila pri tem delu. Predvsem pa malo sem upravljala z lastnim egom in sem videla, koliko je v bistvu prodaja zares lepa stvar. Ker vedno, kadar prodajaš, pomagaš ljudem. Karkoli prodajaš, pomagaš ljudem. Dobro, seveda, če sesalci ne bi bili taki, ki bi verjela v njih, ki bi videla, da so res dobri, verjetno ne bi mogla prodajati. Ampak so bili res dobri, In sem se to naučila in sem delala res po protokolu, kar vedno deluje. Vedno deluje. Te stvari vedno delujejo. Ne, veš, kaj je ful lepo, kar si stavek dodala. Ko si rekla, ko si začutila, ko prodajaš, da pomagaš ljudem. In včasih, ko nekdo misli, kako enostavno biti prodajalec, veš, ko nekdo reče, če pa nisi dober, pa pet v trgovino pa prodaje. Oni največ pomagajo ljudem, če delajo s srcem in če imajo radi stranke, pa mislim, kako dol. Jaz vedno tako občudujem dobre prodajalce, prodajalke, ki res delajo to na vrhuncu. In vedno rečem, oni so vse povsod lahko uspešni. Res so lahko uspešni, zato ko čutijo in delajo to srce. Tako da, to se ti je potem tudi pokazalo in poznalo. In potem si to tudi lažje prenesla naprej to stranko. Imam prav? Absolutno. Mislim, prodaja je odnos. In jaz sem pač tudi sesalce na tak način prodajala. Najprej odnos. In potem pač predstaviš, kako lahko pomaga izdelek naročniku. In potem, ko sem šla na svoje, meni je popolnoma vse, kar sem do takrat v življenju počela, pomagalo.
popolnoma vse. Jaz sem veliko kreative delala, veliko sem sodelovala s kreativnimi ljudmi, prezentirala, poslušala, gledala odnose, delala na poslanstvu. Vse to mi je neverjetno pomagalo. Tako da, ko greš na svoje, kaj se meni zdi največji pozitiven učinek tega, da odpreš lastno podjetje, da res moraš mobilizirati čisto vse svoje potenciale. In je to izjemna rast osebnostna, ne samo poslovna, prav osebnostna rast. Odgovornost moraš sprejeti, popolnoma drugačno kot prej. Pa ne rečem, jaz sem vedno rada veliko delala, pa dobro delala, ampak je razlika. A se lahko dotaknem razlike še v tem, ko si delala v podjetju, kjer si bila zaposlena in ko si šla na samostojno pot? Kako danes, na primer, gledaš delodajalca ali nadrejenega in kako pol, ko si pač to ti? Pa ti moraš dati nekomu plačo, pa sebi moraš dati plačo. Kako gledaš danes na to? Ja, zelo koristno je zamenjati stran. Dokler si ti zaposlen, pa gledaš svoje šefe, nadrejene lastnike, imaš seveda, sploh ko si mlajši, ogromno enih pripomb, kako bi ti to naredil boljše. In si pameten. In seveda si lahko pameten samo, dokler ne sam nastopiš v te čevlje, ker potem, ko si sam v tej vlogi, dobiš vse nazaj. Vsi tiste kritike, ki si jih prej tako dobro definiral, začneš, zato je to delal, tako je to, okej, in moraš kar malo moraš slino požreti včasih, Jaz sem se spomnila na vse svoje šefe, na vse svoje nadrejene, tekom svoje poti, ker čisto vsi so mi prišli lepo nazaj. In sem jih začela bolj spoštovati. Ja. Kaj bi danes, jaz bi tudi rekla, Ana, da je treba danes čestitati vsem samostojnim podjetnicam, vsem tistem, ki so odprle podjetje, ker jaz jih res izredno spoštujem, ker to je velika mera odgovornosti, velika mera že tega, ker dejansko si morajo same plačo zaslužiti. In jaz se spomnim, ker si ti mi enkrat rekla na sestanku, da ti bi dala v podjetju, da bi mogel vsaj en mesec delati samostojno, da bi vedel, kako zaslužiti prvo plačo. A imam prav? Absolutno, Tanja, ja, res, jaz bi to priporočila totalno čisto vsakemu. In še nekaj, še nadaljevanje tega, da bi vsaj en mesec bil odgovoren za to, da tudi enemu sodelavcu, najmanj enemu zaposlenemu daš plačo. To so taki eni tektonski premiki, ker ko si ti na svoje, takrat si šele dober zaposlen pravzaprav, takrat začneš ceniti odgovornost, zakaj si tam, kjer si, kaj moraš od sebe dati, kakšne cilje moraš doseči, ker plača ne pride iz neba, delodajalec se mora s tem res ukvarjati. Če si zaposlen, delaš, pa dobiš plačo, in včasih ne povežejo ljudje, ne vem, se ne bi rekla, da je to zavedno ali pa nezavedno, ampak ne povežejo, ker jim ni potrebno na to misliti, ne povežejo, od kje denar pride. Koliko mora ena oseba prinesti podjetju, da na koncu dobiš plačo. Zdaj pa bi kar prosila te, če daš nasvet vsem našim damam, ki naju danes gledajo. Kaj bi jim predlagala tiste, ki se odločajo za samostojno pot? A veš, ker točno tako mislijo, kot si ti mislila na začetku, pa si mislila, kaj bo meni kdo pametno, jaz hočem biti sama svoj šef. Kaj bi ti tem damam predlagala, na kaj naj so pozorne, ko se odločijo iti na samostojno pot? Jaz bi čisto vsakmu, pa tudi tistmu, ki je zaposlen, res priporočila, da spozna samega sebe. Res toplo priporočila, da razmisli, kje ima sposobnosti, kje je res dober, kaj zares zna. Potem, kakšne ima osebnostne lastnosti, se pravi, nekateri ljudje so bolj družabni, drugi so manj družabni. Vse je okej, samo pač ni vsako delovno mesto za vsako osebo. In predvsem pa, kaj jih veseli, kje je tisto veselje, kaj rad delaš. To se mi zdijo ključne stvari. In potem pogledaš, kam nekje se lahko umestiš. Ampak Ana,
sorry, zdaj te bom kar izvala, ampak vse to počneš ti. Ti mislim, kaj je poanta? Dejansko, ko je človek izgubljen in se mu zdi, da se njegove vrednote ne ujemajo z vrednotami podjetja, ne živi poslanstvo podjetja, ne vidi se v tem kolektivu. Mislim, ti si ključna za to se bomo tudi dotaknili, Ana, ampak ti si ključna za to, kjer lahko osebi pomagaš. To meni, s psihometričnim testom mu lahko pokažeš, kje odkrito se njegova poklicna sidra, kaj je tisto področje, kjer je on dober. A veš, kot si meni pokazala v testu pred 15 leti, si mi rekla, Tanja, ti si timska, ti ne znaš delati sama, ti rabiš ljudi. A se spomniš? Se spomnim. In to je bila varianta, da sem rekla, res je, jaz ne znam, jaz na primer samostojna podjetnica, res, da sem zdaj v manjšem, ampak jaz imam vas ambasadorke, jaz se ne predstavljam delati same. Točno to. In ti jim lahko pomagaš, pridi do tega, v čem so dobre in kaj je tisto, kar je potrebno poiskati pomoč. Prvi korak je vedno, da sebe spoznamo. In potem vidimo, da je nesmiselno se tlačiti v neke predalčke, kjer se ne počutimo dobro, kjer nam ne gre, kjer še ne znamo. In potem je šele razvoj. Res moraš poznati svoje potenciale. Ja. Drugega ni. Povej mi, kaj pa finančno stanje? Se lahko dotakne malo provokativnega vprašanja? Lahko. Ali, glede na to, da si bila direktorica prodaje, pa vodja marketinga in oglaševanja, delala si tudi za televizijsko hišo in tako naprej, da ne bomo zdaj vse razkrili, da si dobila tako plačo, kot si jo imela v podjetju, pa si prepovedala, da drugače gledaš vse te vodje. Koliko si delala? Kakšna je bilo primerjava dela prej, pa potem, ko si šla na samostojno pot? Ja, ta prva leta, ko sem bila na samostojni poti, je bilo tako plačo, kot sem imela v prejšnjih podjetjih, težko zaslužiti. Ampak zdaj je pa boljša. Tako da, ja, pač, ko si nekaj časa na trgu, seveda se naučiš in postaneš dober v tem, kar delaš, in potem lahko zaslužiš več, kot si prej. Ampak na začetku pa zagotovo ne. Na začetku je bilo mene kar, moram reči, kakšno leto, je bilo res hudo. Včasih nisem vedela, kako se bo mesec končal, bom račune plačala ali pa jih ne bom. Tako da ja, pač to sem... Kaj pa ure si, na primer, za to denarja, ko si imela, a veš, to je tudi dosti, ko reče, ja, zdaj bom šel pa na svoje, bom si odločil. Jaz ne poznam osebo, ki je šla na svoje, pa da bi delala manj ur, kot je delala v podjetju. Tako da me res zanima svoje mnenje. Ok, jaz sem mogoče specifična. Jaz sem že prej delala preko 8 ur, ker mene, ko delo potegne, me potegne. In to je bilo mogoče tudi en razlog, zakaj sem šla na svoje. Ker, tako kot eni rečejo, ne morejo me toliko slabo plačati, kot jaz lahko malo delam, sem bila jaz v kontrasmer. Sem rekla, ne morejo me toliko dobro plačati, kot jaz veliko delam. Ampak seveda res, ta pravo vprašanje je pa tisto, a prineseš učinek. In ko si na svojega, moraš prinesti. Tako da, prva stvar, ki sem si jo rekla, ko sem šla na svoje, je bila, to, da imam jaz podjetje, še ne pomeni, da sem podjetnik, da sem podjetje odprla. Se pravi, zdaj moram pa delati najmanj toliko, kolikor sem delala v podjetju, se pravi, najmanj 8 ur. In enkrat moj mož tako, se še ni navadil, da pač na svoje, pride sredi dneva k meni, pa me vpraša tako na začetku, ja, a boš ti danes kuhala? Pa ga gledam, pa pravim, jaz sem v službi. Mislim, ne moreš med delovnim časom še malo pospraviti, pa malo kuhati. Pač delovni čas. Razlika je samo ta, da si na začetku mogoče doma delal, da doma delaš. Ja, tako da ja, delala sem seveda na začetku več, pa tudi zdaj še delam več, ampak meni je to fajn, zato ker jaz res rada delam to, kar delam. Zelo lepo. Ana, daj mi še to povej, a si se kaj spremenila od takrat, ko si bila zaposlena, pa na danes? Mogoče na kratko, kakšne so spremembe? Ja, absolutno. Jaz mislim, da je bil to ena najboljših stvari v mojem življenju, zaradi tega, ker sem morala postati odgovornejša.
Vse mi si mislimo, da smo odgovorni, ampak vsaka napaka, ki jo naredim, je napaka, ki lahko krivim samo svojega šefa, to sem jaz. A ne? Se pravi, ko enkrat sam s sabo se pa zelo težko kregaš. Ja. Rečem, dopust si tudi sama dam, a ne? Vse si sama dam. Tako da, ja, odgovornost absolutno se poveča. In spoštovanje sebe, spoštovanje drugih, spoštovanje dela vsakega posameznika, spoštovanje sodelavcev v timu, to se izjemno poveča. Naučila sem se še bolj delati z drugimi ljudmi. Naprimer, tako, ko vidiš kakšnega sodelavca, ki ni motiviran, pa greš čez te procese, pa rečeš, joj, grozen je, pa ga začneš najprej kritizirati, pa si pa rečeš, čakaj, pa sem jaz njegov šef, ne? Sem jaz soodgovorna za to, da on dobro dela, pa se jaz ta orodja uporabljam, pa da jo začni uporabljati, čez vse te procese sem šla, ne? In meni se zdi to fantastičen proces. Odgovornosti, osebne rasti, preizkušanje lastnih vrednot, marsikakšno vprašanje se vprašaš, ki se ga sicer ne bi. Si ga moraš tudi odgovoriti. Jaz mislim, da je to ti po eni strani zelo, zelo pomagalo, ker si delala v prejšnjih podjetjih, ker si delala kot zaposlena, in danes ti pomagaš podjetjem. In zdaj se bomo malce tega dotaknili. Ker spomnim se, da ko si prišla najprej k nam, si rekla, da je tudi odvisno, če smo to osebo zaposlili, pomeni, da v tej osebi vidimo potencial. To je to. To meni, najprej si zdaj govorila, da vsi ljudje so dobri, samo potrebno jih je postaviti na prava delovna mesta. A imam prav? Tako, ja. Okay. Zdaj pa, mogoče, da bova pa pomagale tistim, ki so pa zaposleni, pa se dotaknili tudi tega področja, ker bi želela, da se dotaknemo tega področja, a veš, in so nesrečni v službi. Rezultati kažejo, čeprav se mi kdo javi, veš, pa reče, to ne drži, da je več kot 80% res nesrečnih na delovnih mestih. Pomeni, ali ne živijo tega, kar so si predstavljali, hodijo samo v službo. In kakšen bi dala ti nasvet za te, ko so v podjetjih? Povej, kaj misliš, da bi bilo smiselno, da gredo do vodja? A misliš, da sploh imajo? Najprej povej tvojo izkušnjo s podjetji, s katerih delaš, zakaj so pomembna psihometrična testiranja. Ja, velikokrat se zgodi, da so ljudje na napačnih delovnih mestih in potem se pritožujejo. In na žalost grejo premalokrat do svojih nadrejenih in jim to povejo. Mogoče tudi zato, ker se bojijo izgubiti službo, a ne? Včasih tudi zato, ker sploh ne vedo, kje so dobri. Psihometrični test je dober zaradi tega, ker ti pokaže, kje si v primerjavi s populacijo. Mi se največkrat primerjamo z ljudmi, ki so nam blizu, svojimi prijatelji, znanci, ožjimi sodelavci. Ampak to je ožja skupina, ne? To ni cela populacija. Potem imamo tudi napačno mnenje, kje smo dobri. No in zdaj to pritoževanje. Zelo dobro je videti, zakaj se pravzaprav pritožuješ. Zato, ker ne znaš, zato, ker ti ni všeč, zato, ker imaš neka prepričanja, kako bi bilo to potrebno in se je potrebno o tem pogovarjati. Res se je potrebno pogovarjati. Vodja mora vedeti, kje si. Če bi moji nekateri bivši nadrejeni se pogovarjali z mano, jaz mogoče tudi ne bi kakšnega podjetja zapustila. In bi mogoče tudi še danes bila zaposlena. Ampak meni se je zdelo, da me ne slišijo, ne vidijo, da sploh jih ne zanimam, da ne vejo, kje sem res dobra in da seveda ne, vodja ima seveda pritisk, in če ti ne dostavljaš rezultatov, potem postane kritičen. To je tako, na prvo žogo se nam skoraj vsem to zgodi. Zdaj se mi zdi, da je potrebno stopiti korak nazaj in pogledati, kaj je v resnici v ozadju tega, da nekdo ne opravlja dobro svojega dela. Jaz res verjamem, da ni slabih zaposlenih. So samo ljudje, ki so na napačnih delovnih mestih. In to vidim vedno znova v podjetjih. So tudi zelo luštne zgodbe. Naprimer, spomnim se enega podjetja, kjer so predstavljali enega sodelavca,
iz enega mesta na drugega, pa na tretjega in nikjer se ni obnesel. Na koncu so mu rekli, no, pa pojdi delati v arhiv, no, mislim, res sploh ne vemo, kaj s tabo. Niso ga pa hoteli odpustiti, no, ker je bil že malo starejši in vse je bila to njihova vrednota. In kaj se je zgodilo? On je ta arhiv tako fantastično uredil, da je dejansko naredil dodano vrednost. Vsi prodajalci, vsi v računovodstvu so rekli, pa to je noro, koliko nam časa prihran, ker je tako odlično uredil te dokumente, da nam vsem koristi. In to, se pravi, arhiv je res ta zadnja stvar, si rečeš, to je pa tam, kjer te noben ne rabi. Ampak tudi tukaj se da narediti plus, tudi tukaj se da presežek narediti. Jaz bi sem povedala, Ana, da bova mogoče malo bolj hvala za to zgodbo. Mi še delamo 15 let, mislim, da psihometrične teste, da se mogoče dotaknem tega in resnično mislim, da vsak zaposleni bi mogel najprej opraviti psihometrični test zaradi njega in zaradi nas. Vedno zaradi obeh strani. Zaradi tega, da vemo, kje so res potenciali in kje so tiste stvari, ko mu ne nalagamo bremena. Zdaj, če nekdo ni dober zdaj bom rekla, v čisti operativi, se pač nauči tisto, kar je njegovo delo, ne potrebujemo ga pa še potem še bolj nalagati. In ko me zdaj kličejo kakšni direktorji, če bi prišla jim pomagati v podjetje, to čisto iskreno, če bi jim malo pomagala dvigniti motivacijo ljudi, jaz da prvo vprašam, najbolj me zanima, ali ljudje so na pravih delovnih mestih, ali so naredili testiranja, da vemo, na čem so, ali so jasne pričakovanja. In to je tisto, kar res ljudem pomaga, da lahko sledijo svojim ciljem. Imam prav? Ja, zdaj, meni velikokrat me pokličejo zato, ker imajo težave z nemotiviranimi zaposlenimi. In jaz najprej pravim, okej, kako jih pa vi motivirate? Pa mi začnejo razlagati. Pa pravim, lejte, če imate vi pomarančo, to pomarančo stisnete, kaj bo priteklo ven? Pa me gledajo čuden. Ja, pomarančen sok. Kakšen sok? Limonin, grapefruitov? In pa ugotovijo, se pravi, tisto, kar je noter, tisto lahko dobiš ven. Prva stvar pri motivaciji je predvsem to, da mi vemo, kaj sploh človeka veseli, kaj mu leži. Mislim, to. Ne moreš ti motivirati na silo nekoga, ki ni družaben, da bo kar naenkrat postal družaben. To enostavno ne gre. Se strinjam. Zdaj imamo pa še zadnji 2 minutki pogovora, tako da jaz upam, da smo skušali pokazati s tvojo zgodbo, zakaj si se odločila uresničevati svoje poslanstvo, kako pomagaš drugim na tej poti, koliko delaš na tej poti in kako je pomembna odgovornost. Bili zaradi tega, ker si preizkusila tako delo v podjetjih, kot tudi samostojno delo in danes to delaš v podjetjih. Dejansko delaš z ljudmi, jih premikaš v podjetjih. Še vedno si šla nazaj v podjetje, kakorkoli se to zdaj sliši. Sem si pač v različnih podjetjih, tako tudi pri nas. In dejva, mogoče se za zaključek na svet osebam, če res ne vem, kaj je njihovo poslanstvo. Kot si mogoče prej rekla, treba je spoznati sebe. Ampak kaj bi jim predlagala? Ali da poiščejo tebe, ali najdejo nekoga, naredijo testiranja, ali naprimer sledijo svojemu občutku. Jaz sem zadnjič povedala zgodbo, da naj se vsak dan sprašuje 30 dni, kdo sem, kaj čutim. Kakšen nasvet bi dala, predvsem tistim zdaj, ki so v podjetjih, ker teh hočemo zdaj, preveč imamo samostojnih podjetnikov. Jaz se opravičujem vsem samostojnim podjetnikom, ampak dajmo se dotakniti ljudi, ki so v podjetju, ker zdaj potrebujejo motivacijo. In jaz jim znam dati motivacijo, ti jim pa daj še neko kost na svet, kako pa lahko najdejo tisto, kar jih bo pa res osrečevalo. Za konec bi rada povedala, vabim vsakogar, da razmišlja, kje je zares dober. Ni vsak za vse. Jaz sem se odločila za samostojno podjetništvo zaradi tega, ker sem že celo življenje ugotavljala, da imam podjetniško žilico, da imam kreativnost, da sem delavna. Nekateri, ki ste pa v podjetjih, pa iščite svoje pravo delovno mesto tam. Mogoče ste trenutno v financah, pa se bolj vidite v prodaji. Zamenjajte.
iščite svoje priložnosti, poglejte, kje imate veselje, kakšne osebnostne lastnosti imate, kje imate sposobnosti. Kak zaključek? Famozen zaključek. Hvala, Ana, hvala članicam, hvala ambasadorkam, vidimo se naslednji ponedeljek. Hvala, Ana, za vse te tvoje nasvete. Hvala.